Dober dan in želim prav lep pozdrav tukaj v Lenartu v Slovenskih Goricah. Prav lepo danes tukaj med nami pozdravljam na našem srečanju dragi gospodarstveniki, obrtniki, župani, predstavniki javnih zavodov, predstavniki in predsedniki društev. Torej en lep pozdrav tukaj v Slovenskih Goricah. Prisrčno pozdravljam tudi vse podpornike, ostale podpornike, poslanca Franca Breznika. Prav posebno dobrodošlico pa danes izrekam tudi gosti današnjega dne, gospe Romani Tomc, evropski poslanki. Med nami je tudi poslanka SDS, gospa Jelka Godec. Z nami pa je tudi Alenka Boktar. Oj, vej, Slovenske Gorice, sonca Božjega bogate, veste, kakor bajke zlate, kakor pesmi v himno zlite. Spoštovani, dovolite mi, da vas s temi verzi danes popeljem tukaj na prijetno potovanje tkanja medsebojnih prijateljskih vezi, skozi katere bomo izpostavili različne razvojne priložnosti, možnosti in tudi rešitve za naše Slovenske Gorice. Seveda pa ob tem ne pozabimo, da naše prijetne zvoke glasbe nas bodo podkrepili s premenitostjo današnjega srečanja. Ker pa smo že v Lenartu, sedaj vabim v govorniškem odru gospoda Damirja Jelenka, predsednika občinskega odbora SDS Lenart. Prosim, Damir. Spoštovani, lep pozdrav v mojem imenu kot predsednik Slovenske demokratske stranke tukaj v občini Lenart. Posebej bi lepo pozdravil evropsko poslanko gospod Romano Tomc, podpredsednico stranke gospod Jelko Godec, Francija Breznika, skratka vsi skupaj lepo pozdravljeni, gospodi župani, gospodarstveniki. Skratka, vesel sem, da smo se danes tukaj zbrali, verjamem, da bomo imeli lepo prijetno druženje. Upam, da bo to druženje za našim poslancem, ki kot sami dobro veste, ponovno kandidira za državnozborske volitve. Gospod Breznik je naš človek, domačin, ki je za svojim dosedanjim političnim delovanjem zagotovo prinesel v našo lokalno skupnost veliko dobrega. Ne glede na to, da je naša stranka v zadnjih 4-letnem obdobju mandatu delovala kot opozicijska stranka in je delo poslanca v takšnih primerih zagotovo mnogo težje, kot če bi stranka imela mandat, da vodi to državo. Člani Slovenske demokratske stranke verjamemo v vodstvo, verjamemo v našega predsednika stranke, gospoda Janeza Janšo, in prav to je danes razlog, da podpremo gospoda Breznika in omogočimo stranki, da dobi mandat za sestavo in vodenje te države. Gospod Breznik, želim ti veliko sreče, uspeha in verjamem, da bo tebi in našim strankarskim kolegom uspelo. Hvala lepa. Hvala gospodu Jelenku za ta prijazen nagovor. Medsebojno povezovanje je ključ do uspeha. Uspeh je sestavljen iz zgodb, ki tkejo življenjske poti. Poti, katerih osnova je ljubezen. Kam dejansko pravzaprav dan za dnem hitimo, se velikokrat vprašamo. Pa vendar, ljubezen je tista,
ki se nikoli ne mudi in na ta način krepi naše prijateljske vezi. Prisluhnimo prvi glasbeni točki. Z glasbenimi ritmi nas bosta razvajala izvajalca Sašo Strelec in Kjara Katan. Prihajata pa iz zasebne glasbene šole Muziklub in nam bosta zapela pesem Klane Jazbec Milijon in ena. Prosim. Naše Slovenske Gorice so pravi biser v naši državi in tudi občina Lenart se lahko pohvali številnimi lepotami in tudi vrednotami. Zato sedaj na oder vabim župana občine Lenart, magistra Janeza Kramerja. Prosim. Hvala lepa. Dober dan želim vsem, ki ste se zbrali danes tukaj v centru Slovenskih Goric. Posebej prijazno želim pozdraviti v naši sredi evropsko poslanko Evropske ljudske stranke, gospo Romano Tomc s soprogom, ki nas je počastila svojim obiskom. Jaz sem imel ta privilegij, da sem se lahko že z njo srečal malo prej in tudi z poslanko gospo Gočevo in seveda z mojim prijateljem Jožetom. Jože Jerovšek, s katerim je legenda, koliko Jože 5 mandatov je bilo dovolj, zdaj pa še analitično spremljaš politično situacijo v deželi Slovenski. Seveda, poleg tega moram prijazno pozdraviti moje kolege, župane iz upravne enote Lenart in torej vse, ki ste danes počastili svojim obiskom poslanca, ki je že 2 mandata poslanec in sedaj bo še 3. mandat. Torej,
kaj naj povem, verjetno ne pričakujete od mene zdaj nekega dolgega govora, ampak vseeno, dragi Franci, mi te poznamo kot Slovenije Goričana, kot človeka, ki je tukaj odrastel, ki je tudi se malo odšel iz tega kraja, pa vedno rad prihajal nazaj. Poznaš ljudi, poznaš kraje, poznaš občine, poznaš naše probleme in mi želimo, župane in tudi ljudje tukaj v Slovenskih Goricah, da bo nas zastopil človek, ki razume problem Slovenije Goriškega človeka, ker to je specifika, to je specifično kmetijsko področje, drobna obrt, gospodarstvo, problemi, ki so v tem razpršenem poselitvenem območju Slovenskih Goric, to je specifika. Mi potrebujemo poslanca, ki bo to razumel, ki bo v državnem zboru te probleme znal predočiti in ki bo jih znal zastopati. In to smo do sedaj si kot opozicijski poslanec preko poslanskih vprašanj in tudi drugače to zastopal. Želimo pa si, da bi lahko to iz vladnega nivoja na drugi način to zastopal, morda tudi v kakšni odgovorni vladni službi. Torej, to pričakujemo in to si ti ljudje tukaj zaslužijo. Pomembno je, mi smo priča, to lahko tudi moji kolegi župani povejo, da smo priča centralizaciji države. To je, zato to absolutno ni nobenega razloga. Glede, centralizacija gre z razložitvijo racionalizacije. In vemo, da sleherna stvar, ki se je v narekovajih racionalizirala, je pomenila, da so se na drugem nivoju zaposlili dodatno ljudje. Tukaj pri nas smo pa so ljudje izgubili službo, in na tak način se to območje siromaši. Tukaj imam misli davčno službo, ki smo jo leto izgubili, sedaj jo imamo v Mariboru, včasih smo stvari uredili v enem ali dveh dneh, danes traja to 14 dni ali celo mesec dni. Zdaj je v polnem teku reforma socialne službe. Do zdaj so odločali strokovni delavci tukaj v Lenartu za celotno območje upravne enote, sedaj bodo odločali v Mariboru. Tega si mi ne zaslužimo, tega si ti ljudje tukaj ne zaslužijo. In zato imamo politiko, zato imamo vlado, da te stvari razume. In v vladi in državnem zboru, tam, kjer se sprejemajo odločitve, morajo biti takšni ljudje, ki to razumejo. Da ne bom predolg, Franci, želim ti mirne živce, trezno glavo, pa veliko volje in potem bo zadeva stekla, zagotovo, tako kot mora. Hvala lepa. Hvala gospodu županu izrečene misli. Kot sem že v uvodu dejala, je danes med nami tudi gospa Alenka Kohtar, slovenska sopranistka Evropskega slovesa in tudi kandidatka za poslanko na listi SDS. Svojo izjemno karizmo, glasbenim talentom in humanitarnostjo je že veliko prispevala k današnji družbi. Kot bo kasneje tudi sama povedala, je vendarle vse omejeno oziroma omenjeno še premalo. Da bi lahko bila družba uspešna in uspešno obstajala in se tudi razvijala. Zato se bo dotaknila tudi političnih poti. Sedaj pa prosim gospod Alenko Kohtar, da se nam s pesmijo pridruži. Prosim. Господи, да смоляна
Se pa najde marsikdo, ki se zdi v prehodu, če je svet obran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje v Zion. Naj se zdi vonj jutrišnji med iskrenimi ljudmi spodim. Naj se zdi vonj jutrišnji med iskrenimi Hvala Alenka za to prečudovito pesem. Sedaj pa besedo predajam gospodu Francu Brezniku, poslancu Državnega zbora. Predstavlja nam svojo vizijo, kajti Franc Breznik je v času svojih 2 mandatov premikal skorajda nemogoča področja družbe in razvojno spremenil v mogoča. Se močno zavzema za vzhodni del Slovenije in se bo tudi v prihodnje se država prevečkrat pozablja na tam prečudoviti del Slovenije. Zato naj se glas Slovenskih goric sliši tudi v Ljubljani. Veliko je že naredil za vzhodno, manj razvito regijo. Še več lahko naredi z našo podporo. Franc Breznik je poslanec, ki se srčno in zavzeto bori za domovino v vseh pogledih in mu je mar za malega človeka. S svojimi multidisciplinarnimi znanji in široko paleto izkušenj se dotika več ravni družbe. Razume tudi čas, v katerem živimo. Je eden redkih poslancev, ki ima mednarodne izkušnje tudi iz gospodarstva in pozna tudi težave, s katerimi se soočajo podjetniki in se za njih tudi bori in seveda zavzema. Je izredno aktiven poslanec z veliko zastavljenih poslanskih vprašanj. Naj povemo, da je v minulem času zastavil kar 170 poslanskih vprašanj in pobud. Morda mogoče en aplavz za to. Ne povem, da tudi ob tej priložnosti, da je v podanju poslanskih vprašanj kar 5 po vrsti izmed 90 poslancev. Njegovo življenjsko vodilo je resnica, ki gradi novo prihodnost in sicer treba je prisluhniti tudi drugim, predvsem pa malemu človeku. Vsem pa slediti svojim notranjim občutkom. Torej, podprimo ga tudi danes in v prihodnje, zato Franci prosim za besedo. Lep dober dan, spoštovani, predvsem jaz bom rekel danes nagovoril besedo prijatelji. Hvala mojima dvema soborkama v slovenskem parlamentu, moji soborki v slovenskem parlamentu in moji soborki v Evropskem parlamentu. Nekoč tudi moji soborki v slovenskem parlamentu, evropske poslanke, vrhunski predsedniški kandidatki, gospe Ravani Tomc. Lahko rečemo tudi moji šefici, tudi lahko rečemo podpredsednici Slovenske demokratske stranke, lahko rečemo odlične poslanke slovenskega parlamenta, zelo stroge, lahko rečemo predsednici preiskovalne komisije v zdravstvenem sistemu za žilne opornice, gospe Jelki Godec.
je še ena, ki me je seveda glasbeno vedno premagala, vsaj na večini področji. Alenka Gotar je, gledajte, oseba, ki je ne samo da bila finalistka Slovenske Eurovizije, ena najbolj znanih nastopajočih na Slovenske Euroviziji. Alenka Gotar je tudi oseba, ki je moja, lahko rečemo, zaveznica, velika kritičarka, marsikdaj je zelo skregala, smo dolgoletna, lahko rečemo, prijatelja. Tisto, kar je bolj pomembno, je, da tudi Alenka Gotar ima za sabo neko mednarodno izkušnjo. Alenka Gotar, kot veste, je diplomirala in magistrirala na, lahko rečemo, elitni glasbeni ustanovi, ki se imenuje Mozarteum v Salzburgu, kjer je bilo zelo malo Slovencev in Slovenk. Zato Alenka Gotar, lahko rečemo, tudi na tem položaju se nekako, jaz bi rekel, razumema, se povezujema. In Alenka Gotar je vsaj eni stvari druga. Za mano stopa v politiko. Vedno bila pred mano, sedaj pa za mano stopa v politiko. Bojim pa se, da je izredna retoričarka, ima tudi ostala multidisciplinarna znanja, da še bom tudi tukaj prišel v drugo ligo. Tako da me imam kar malo respekta. Malo humorja, jaz bi si danes želel, da je ta dan popoldan tukaj med tednom, ko so ljudje, lahko rečemo, v službah, da je to en sproščen dan za nas, za vse tiste, ki me poznate, ki z mano delate, ki me tudi prenašate, ki me učite, od katerih se tudi jaz učim, zato bi v prvi vrsti in s ponosom predstavljala, lahko rečemo, moje strice z ozadja, to je vseh, lahko rečemo, 6 slovenjegoriških županov. V prvi vrsti, evo, če lahko začnemo, nekako v Jurskem dolu, gospod Peter Škrbec, Peter, prosim, če se nekako stane. Seveda, za soprogo se prevečujem. Veste, Peter Škrbec je večkrat, čeprav vedno malo, veste, vedno malo za rezervo, tam je vedno malo strah tam z politike, da imajo najlepše, možeš biti zelo pridni, kvalitetni politik, da priješ dobro skozi. V drugi vrsti je tukaj, lahko rečemo, tu zelo uspešen župan, gospod Silvo Slaček iz Svete Ane. Silvo, prosim. Tukaj, lahko rečem, pa sedaj moj domači župan, ki me je ukradal Lenato kar za nek čas, s katerim odlično sodelujemo, speljali smo kar nekaj projektov, lahko rečemo, in želim si, da nadaljujemo tako naprej. Nikoli v življenju si mislim, lahko niti pomislil, da bom živel kdaj v občini Cerkvenjak in tukaj z nami, prav tako zelo uspešen župan, gospod Marjan Šmalc. Lahko samo nadaljujem z nekom, ki je za krajevne skupnosti, ki je doben v Sloveniji sploh nič ni poznal, lahko naredil celo pravo mesto. Človek, s katerim smo marsikdaj imela kako kritiko, on do mene, jaz do njega, postala smo pa izredno nove prijatelja. Rekla smo marsikdaj, in to je bila tudi moja šola, moram priznati, bil je tudi poslanec in je bil odličen, lahko rečemo, župan, dolga časa, naredil z te male krajevne skupnosti, lahko rečemo, eno zgodbo uspešno. To je naš Milan Gumzer. Poglejte, na koncu pa prijemo do svetih stvari. In tukaj pa imamo župana, ki ima najlepšo, da rečemo, sakralno cerkev, po kateri smo v Sloveniji Goričani najbolj znani. To je tudi župan, ki je bil državni svetnik, zelo uspešen državni svetnik, po mojem naš najboljši državni svetnik, želim se tudi, da bi bil še tudi naprej, v naslednjem mandatu naš državni svetnik. To je tudi župan, ki še preden postal župan naredil kar nekaj za ta narod. Spomnite se Darkota Prasa z njegovim, lahko rečemo, izredno odmevnim projektom, ko se je zauzel za malega človeka, takrat, ko je, lahko rečemo, popravil krivice vseh tistih, ki ste vlagali, ki ste gradili telekomunikacijsko omrežje v širom po Sloveniji, tudi v Slovenskih Goricah, in kjer je za svojo, lahko rečemo, inicijativo nekako sprožil, da so ljudje dobili vsaj nekaj tega denarja povrdenega v svoje, lahko rečemo, v svoje prihodke. Tako da, evo, 6. župan, Darko Pras, Sveta Gorica. Glejte, potem imamo tam, evo vidim, našega gospoda Ravnatla,
To je bila osnovna šola, katero sem obiskoval, kar nekaj učiteljev, ko me čakala, da je zaključim. In vsi tisti, ki so v mojem, vzgojnem izobraževalnem sistemu, me učili, mislim, da morajo imeti vsi beneficirati staž, tudi gospoda Zadravca, lepo pozdravljam, sem zelo vesel, da ste prišli. Lahko bi nadaljeval, ponosni smo tudi na našega zelo delovnega, lahko rečemo, podžupana, gospoda diplomira inženirja Marjana Paniča, ki je sedaj sokrivo, eni smo tudi sokrivcev, ki dela naravno na projektu, ki ga sedaj vidite, torej na obnovi tega osrednjega, lahko rečemo, trga, predvsem teh prometnih novih komunikacij, nove boljše cestne infrastrukture in seveda tudi se ukvarja še s kanalizacijo in vse ostalimi stvarmi. Torej mislim, da gospod Banič je vzel funkcijo zelo resno, lahko bi rekel, da mislim, da je vsake dan na delovnem mestu, tako da je profesionalni podžupan ali pa župan, tako da smo tudi na njega zelo ponosni. Hvala tudi tebi, Marjan. Lahko je predstavil, veste, vsakega od vas danes tukaj, gospoda našega predsednika, ki se je predstavil, tudi predstavnike medijev, tudi ostale kolegice in kolege. Evo, tam imamo v bistvu enega najstarejših podjetnikov, gospoda Žižeka, Jožeta Žižeka. Lahko povem, ko sem bil majhen, ko sem hodil čez Lenart, ko sem se odločeval, kaj bom delal v življenja, sem vedno rekel moji mami, evo, mama, ko bom velik, bom tako kot Jože Žižek. Nažalost, gospod Žižek, ko gospodarski stisno, mi to ni uspelo, pa vse verjetnosti ne bo nikoli. Sem pa znal tudi jaz kako popraviti kak radio, kak televizor. Tako da se tudi vam zahvaljujem, ker za vašo zgodbo v mladosti sem tudi jaz, lahko rečemo, keriral svojo zgodbo. Prav tako, spoštovani kolegice, kolegi, s katerimi se družimo v mladosti, na katere, lahko rečem, sedijo v zadnjih vrstah, skromno, se vam zahvaljujem vsem tistim, ki ste danes tukaj, del moje ekipe danes na terenu, delajo za te volitve in pripravljajo za to, da bomo dobili en dober rezultat. Zato vsi skupaj, spoštovani kolegice in kolegi, lepo dobrodošli. Tisto, kar bi rad povedal, je, da na svoji politični poti od leta 2011, ko sem se nekako odločil, da bom stopil v politiko, ko me je del tudi ljudi nagovorilo, da bi morda bil primeren za politiko, moram povedati, da ni bila enostavna odločitev. Moja življenjska pot je bila vezana marsikdaj, imel sem, da lahko rekel, nekaj prelomnic. Ena izmed takih prelomnic je neka vzgojno-izobraževalni sistem, ena izmed prelomnic, na katero se najbolj spomnim v mesecih maja in junija, je za mene bilo morda pač usodno tisti majski dnevi leta 1991, ko sem prvič v vojaški školi, evo na današnjem, torej na 15. in 16. maja sem začel služiti vojaški rok, torej 3 tedne pred slovensko samosvojitveno vojno v Pekrah, takrat sem dobil na svojo uniformo številko 1. Doživel sem aktivno pekrske dogodke 23. maja, ki jih bomo praznovali, lahko rečemo, na naslednjih dneh. Doživel sem in aktivno preživel slovensko samosvojitveno vojno, kjer sem tudi ostal na izmed težjih poškodb. Kasneje, torej študij, delo v Avstriji, v podjetju Huginsena, v Siemensu, v Multicardo, v zasebnem podjetju, tudi Munin, Hardware, Software, razvoj, kasneje vrnitev v domovino, delovanje v vojaškem sistemu, kjer sem delal nekaj časa na prenovi in obnovi slovenskih tankov T-55, torej kot inženir, kasneje v slovenski vojaški logistiki, bil sem vodja na koncu logistike v Mariborski vojašnici, odhod pred krizo v Rogaško Kristal, torej mednarodno družbo, lahko rečemo najbolj znano našo blagovno znamko na svetu vseh časov. Rogaško Kristal, kot veste, krasijo njeni izdelki danes pisarne Elizabete II, Donalda Trumpa. Donald Trump je en izmed tudi naših strank in pa predvsem tudi Billa Clintona, bivšega ameriškega predsednika, ki je s ponosom kupil, mislim, za 16.000 ameriških dolarjev izdelke steklarne Rogaške, ko je bil pred leti tukaj v Sloveniji. To je bila potem zgodba prve volitve 2011, december, kar nekaj obraza v obledih, se rekli breznih tipa politika, boš ti to zmogel, to je malo drugače, to ni osvajanje kakve punce za kakim vogalom s kitaro, tukaj potrebuješ nekaj resnosti, stabilnost,
potrebuješ manj besed in več dejanj. Na tej poti potrebuješ tudi, lahko rečemo, marsikdaj doživiš kakšne nizke udarce, ki jih moraš preživeti. In lahko rečem, je bilo nekaj učenja v tistih prvih mesecih, tudi poslanski skupini na začetku, moram priznati, so se križali, bil sem prvi poslanec, ki je že prvih tednih temet daljše govore kot Janez Janša. Potem si se nekako, lahko rečemo, ostalo, ampak je pa se zgodilo nekaj, kar nisem nikoli pričakoval. Po enih, lahko rečemo, 2 letih mojega delovanja sem začel dobivati tista prva pisma ljudi, ki nikoli nisem poznal, nikoli nisem srečal. Teh pisem je bilo neskončno ogromno ljudi, ki so nastavljali na ulicah, ki so prepoznali, da so moje besede iskrene, da prihajam z nekega sveta, ki ga razumejo, da govorim jezik, ki ga razumejo, predvsem, ki ga razumejo slovenski delavci, ljudi, ki so mogli oditi v tujino, podjetniki, ki imajo morda, ki so samo zaposleni, morda imajo kakšnega zaposlenega, kmetje, ljudi, ki so v življenju morali vse, kar imajo, zaslužiti za svojimi rokami. In vse to, veste, nekoč in v tej karieri ti da, lahko rečemo, nekatere pogone. Tudi, ko si morda brez energije, so mi takšne ljudje dali pogone. Ta drugi mandat, torej prvi mandat sem dobil takrat na volitev 32,15%, v drugem mandatu približno 30% v letu 2014. Lahko rečemo, se pa je začelo tisto drugo obdobje. Obdobje, lahko rečemo, izveliko res kvalitetnega delovanja in skupaj z našimi župani. To je bila, lahko rečemo, jaz bi rekel, višjošolska izobrazba, da rekli, šli smo v neko drugo fazo, kjer je prišlo do, lahko rečemo, izrednega povezovanja med nami. Mi smo se zavedali, da je Slovenija, kot je rekel danes magister Kramner, izredno centralizirana. Mi smo se zavedali, da če držimo skupaj, če se ne pomagamo, če nismo en drugemu zaveznik, potem, gledajte, iz vodo Slovenske Gorice na dolgi rok, lahko rečemo, obsojene na delni propad. Vse, kar smo dosegli v nekem obdobju tranzicije, lahko na neki točki lahko začnejo stagnirati. Zaradi česa? Zato, ker prihaja do nove evropske perspektive, manj denarja za neke mikroprojekte, na neke mikroravne, ampak vse več je projektov, ki so čezmejni, vse več je projektov, ki so, lahko rečemo, širši, kjer potrebujemo več porazumevanja. Na tej točki moram priznati, naša iniciativa, lahko rečemo, ima po vsej verjetnosti najboljšo tudi meddržavno sodelovanje, največ v sosedno Avstrijo. Vodi se, lahko rečemo, že kakšno leto pred mojim mandatom so začeli. Ves čas tega mandata so, lahko rečemo, ti naše bilateralne konference res lepo organizirane. Imamo ideje, imamo projekte in tudi na teh projektih bomo prihodnje naredili. Tudi danes se je opravičil kar nekaj ljudi, dr. Aleksandr Majcen, dragi kolegi, se je opravičil, ima danes v Gracu, ima gosta avstrijskega predsednika Van Belna in pa tudi tam je seveda predsednik Štajerske vlade in seveda mora biti na tem dogodku. Prav tako se opravičil, na poti je, mislim, na Japonsko, profesor dr. Ludvik Toplak, lahko rečemo tudi en izmed mojih največjih zaveznikov, očetov moje politične poti, ki mi svetuje, ki me vodi, ki me tudi kritizira, tako kot marsikdo od vas, seveda, za konstruktivno kritiko in ki vidi v meni tudi nek politični potencial tudi v prihodnje. Jaz bi na tej točki, spoštovani kolegici in kolegi, nekako zaključal, nadaljeval bi potem nek pogovor, neke moje smernice, nek moj pogled na razvoj Slovenskih Goric skupaj z vami. Morda bi želel, da se tudi marsikdo od vas vključi po tem pogovor, tudi današnji del srečanja namenjen tudi vam in seveda nekaj besed bom dal, nekaj besed bi želel, da dal tudi moji gosti danes tukaj, zato bi se sedaj nekako zahvalil. Hvala vam, da ste netedno prišli, vem, da je ura nekako, lahko rečemo, za nekatere presvodna, dosti ljudi je danes v delu, zasedenih, ampak vseeno, hvala vam za vaš obisk, ponosen sem na vas in želim si še naprej našega dobrega sodelovanja. Skupaj bomo močnejši, skupaj bomo lahko dosegli več in prepričan sem, da bomo Slovenskih Goric naredili, lahko rečemo, naše eno malo Toskano, vse to, kar je govoril moj pokojni oče. Hvala lepa.
Hvala lepa gospodu Francu Brezniku za ta plemeniti govor. Ne bodi kot drugi, je sporočilo naslednje glasbene točke. Na oder ponovno vabim Kjaro Katan in Sašo Strelca. Prosim. Prinosim mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem s pisanim refrenom, povabi me včasih tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, teče po strugi. Poljubi me nježno, ko drugi hitijo, povabi me v mesto, ko drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki mi še repenijo, postarjeni vlaki. Ne bodimo kot drugi, pogumno stopamo naprej in skupaj. Naj nas vodijo svoboda, dostojanstvo, pravičnost, solidarnost in domoljubni duh. Podprimo razvoj in preboj naše prečudovite Slovenije, predvsem pa tudi Slovenske Gorice. Z veliko mero spoštovanja sedaj pozdravljam in predajam tudi besedo današnji posebni gosti, evropski poslanki gospe Romani Tomc. In jo ob tem izrekam prijazno dobrodošlico tukaj med nami v Slovenskih Goricah. Počaščeni smo, da ste si vzeli čas in ste nocoj z nami. Romana Tomc je poslanka v Evropskem parlamentu in članica Evropske ljudske stranke, kateri pripada tudi Slovenska demokratska stranka. V Evropskem parlamentu je članica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter nadomestna članica odbora za ekonomske in monetarne zadeve. Med leti 2011 in 2014 je bila poslanka Državnega zbora Republike Slovenije in tudi njegova podpredsednica. Svet Slovenske demokratske stranke jo je 9. septembra 2017 izbral za kandidatko za predsednico Slovenije.
Nastopila je s sloganom Spoštujmo in sodelujmo in osvojila 3. mesto. Čeprav je nenehno razpeta med Ljubljano, Brustjem in Novim mestom, poskuša kar najbolje poskrbeti za svoje zdravje in tudi fizično kondicijo. Kajti to je osnova, da lahko na tako pomembnem delovnem mestu, ki ga ima, tudi uspešno deluje in uspešno upravlja. Kaj več o svojem delovanju in podpori tudi Francu Brezniku, pa nam bo gospa Romana Tomc sedaj kar sama zaupala. Prosim. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Hvala, Franci, jaz sem počaščena, da si me danes povabil sem in lahko vam povem, da sem bila dopoldne še v Bruslju in da sem spustila nekaj službenih obveznosti samo iz enega razloga. Zato, Franci, ker te cenim, ker si me povabil sem in ker te z vsem veseljem podprem pri tvoji nadaljnji politični poti. Jaz mislim, da bo odlično postavljeno. Seveda lep pozdrav tudi vsem skupaj, prav vsakemu izmed vas, še posebej bi rada pozdravila gospod Helgo Breznik, ki mislim, da je izjemno zaslužna za to, da imamo danes v Državnem zboru odličnega poslanca. In seveda vse gospode župane, ki ste danes tukaj. Res, Franci, očitno je podpora tebi in tvoj dober glas v teh krajih na izjemnem nivoju. Večkrat sem tukaj v vaših krajih, tako da danes to ni prvič, sva se že srečevala s Francijo, pa tudi sicer sem prihajala k vam, tako da kar dobro poznam te kraje, ampak zadnjič, ko sem bila tukaj, je bilo pa to ob priložnosti v bistvu predsedniških volitev, ko sva s Francijem skupaj prinesla šopek oziroma venček tukaj v park Jožeta Pučnika. In naj ob tej priložnosti se spomnimo nekaj njegovih besed, ker jaz mislim, da dr. Jože Pučnik je bil resnično človek, po katerem se recimo naša stranka zgleduje in po katerem bi se morali po njegovih idejah zgledovati vsi. Zakaj tako mislim? Jaz mislim, da bodo zelo lepo povedale naslednje besede, pa dovolite, da jih preberem, da bodo zares izrečene tako, kot jih je on izrekel. Takole je rekel: pod vplivom mednarodnih dejavnikov, predvsem gospodarskih, pravnih, medijskih, se bo pospešeno razkrivala družbena realnost slovenske družbe in njena različnost od današnjih iluzij. V prvi vrsti bo pridrla na dan realna gospodarska in finančna učinkovitost oziroma neučinkovitost. Nato pa se bo nujno razkrila tudi sama metoda in taktika vladanja slovenske retencijske elite in strank kontinuitete, ki so njeno orodje. Zelo dolgo je že od tega, kar je dr. Jože Pučnik izrekel te besede. Ampak najbrž so danes, se boste vsi strinjali, še kako aktualni. Če želimo, da se ta kontinuiteta, ki nas duši, nekako prekine, potem bomo morali oditi skupaj v volitve in izvoliti takšne predstavnike slovenskega ljudstva, kot je Franci Breznik. In zdaj dovolite samo še nekaj besed iz najnega poznavanja v recimo Državnem zboru, ko sva bila v bistvu oba začetnika takrat poslanca. Franci Breznik je, tako kot je sam rekel, zelo veliko znal povedati na govornici v Državnem zboru, ampak ne le, da je znal zelo lepo in dolgo govoriti, njegovo govorjenje je imelo tudi vsebino. Ko ga danes spremljam, ko sem ter tja, poslušam še, kaj se dogaja v Državnem zboru, ugotavljam, Franci, da zelo velikokrat omenjaš 4. industrijsko revolucijo.
ampak on ne samo, da jo omenja. Jaz mislim, da on tudi zelo dobro ve, kaj govori. Ima res odlične izkušnje in naj vam zaupam še nekaj. On ne govori samo takrat, kadar so mikrofoni odprti, ne govori samo za publiko in ne seje samo lepih besed. Govori tudi takrat, ko mikrofoni ugasnejo. In zelo dobro se ga spomnim iz naše poslanske skupine, mogoče bomo mi bojeli, zdaj pretrdila, ne vem, kaj interno se dogaja, ampak Franci je bil eden izmed tistih, ki je veliko govoril tudi na poslanski skupini, povedal svoje ideje, se za njih boril, opozarjal, da Ljubljana ni center sveta, da se moramo skupaj boriti tudi za podeželje, za vaše kraje. In nikoli, tudi če kdaj njegova beseda ni obveljala, kar se je tudi znalo zgoditi, ni odnehal. Vedno znova je šel v boj, tako znotraj same stranke in zagovarjal pač svoje dobre ideje, kot se tudi boril navzven. Zato še enkrat, Franci, imaš najbrž ne samo mojo polno podporo, pomembno je, da imaš podporo v teh krajih, kjer te bodo, jaz sem prepričana, ponovno izvolili za poslanca. Srečno, Franci. Se zahvaljujemo evropski poslanki gospe Romani Tomc za te njene čudovite besede. Hvala. Pred nami pa je tudi naslednja glasbena točka. Predstavil se nam bo Miha Mihalič, učenec zasebne glasbene šole Muziklu. Spomini so del naših življenjskih mozaikov. Dragocenost trenutka je tista, ki zaznamuje naš uspeh in osebno srečo. Prisluhnimo. Predstavlja si nekoga, ki ljubiš, da drugi dal svoje ime. Se spomniš tistih ples, peljala si me do
Indiana Kowski most. Tam sem prvič rekel, mam te rad. Res težko je, če ne veš, kaj mir je, kaj oprost. A tam zavedno jaz s tebom. Torej, danes smo tudi zelo veseli, da med nami poslanka SDS Jelka Godec. Gospa Jelka Godec pozna naše kraje, kajti včasih je delovala v naših krajih, a je tako. Prav ponosni smo nadjo, kajti v zadnjih letih se je prav borila in tudi razkrila veliko nepravilnosti v slovenski medicini. Predvsem pa je razkrila zlorabe in nepravilnosti pri prodaji in nakupu žilnih opornic. Torej, iskrene čestitke, seveda to je velik uspeh, pa vendarle. Sedaj pa prosim gospod Jelko Godec, da nam spregovori. Prosim. Dobar dan, takle imamo. Se zaboriš za zdravje, potem pa pomi sam prideš. Malo večina. Franci, najlepša hvala za povabilo. Hvala lepa vam za udeležbo. Franci, jaz ne vem, mislim, presenečaš z dneva v dan. Jaz nisem si mislila, da mogla danes tukaj sploh kaj govoriti, smisla, da to pogovor ne drčeti. Namreč, Franci pokliče, reče, prideš, rečem, ok, grem. Sploh nič ne vprašam in jaz bom nekaj povedala v bistvu podporo, oziroma kako smo s Francom, lahko rečem postala prijatelja. Jaz sem prvi mandat zdaj, 2014, prvič izvoljena v naši volilni enoti Celje, v krajšem obdobje. In ko smo bila prvič, torej ko sem bila 2014 izvoljena, smo imeli prvi sestanek, vsi poslanci, predsednik, oziroma predsednik je bil takrat zaprt, ampak smo imeli na stranki sestanek in izgubili smo v bistvu kar nekaj dobrih poslancev takrat. Gospoda Černača, Lenko Jeraje, Vizija, Kanjevkas, mislim, kdo vse pač ni prišel v parlament, žal, prišlo je pa nekaj novih in med njimi tudi jaz. In to ne bom nikoli pozabila, Franci pravi, da se mi pa enkrat upravičil. In na tistem sestanku Franci začne, on sicer ponovno začne z Marijo Terezijo razlagati stvari, in pa pride do današnjega dne, ampak takrat ni začel, ampak je rekel takole. Izgubili smo Vizija, Černača, Lenko, td. In ti mladi novi bojo mogli nekaj narediti, ker drugače to ne bo nič. In to ti bojo mogli govoriti, bojo mogli delati in tak naprej. In jaz to poslušam in si mislim, dobi, kako ta človek, kako ta govori. In sem si mislila takrat, točno ne vem, to je bila, mislim, v bistvu meni dal za konc, sem si mislila, bo živito, ti bomo že pokazali tam mlad. In potem se zgodi, da celo nasproti poslanski sedimo, na poslanske, na sejah poslanske. In tako kot je rekla Romana, Franc je tisti, ki nenehno teži in ne neha za svojimi idejami, ki so za podpret, ki so na mestu. In točno to, kot pravi Romana, nisem se spremenil glede tega. Sicer včasih se pravi, začne tudi pri Ljubljanih, pa čakamo in pa rečemo, da je Franci povej bistvo, in na koncu je res vedno četrta industrijska revolucija. In začetka, jaz vedno sem se spraševala, kaj za vraga to je, mislim, kaj zdaj Franci, mislim, sem si pogledala, tako da zdaj vemo, o čem govori, ker včasih pač malo zabija. Vedno se vrača nazaj na svoje korenine oziroma vsaj na te kraje. Tako kot je rekla voditeljica, jaz te kraje poznam, sicer mogoče malo daleč, ampak 10 let sem živela v Ljutomenu. Učila sem celo 2 meseca v Sveti Trojici v osnovni šoli. Žal, ker sem potem šla v porodniški, da se nisem več vrnala, celo sem zgubila službo, ker sem bila v porodniški. Ampak niste vi nič krivi, gospod župan.
Potem sem pa učila v Radencih, na srednji šoli. Tako da poznam te kraje, vem, s kakšnimi težavami se krajani, občani tukaj srečujejo, mogoče podobnimi, če ne skoraj res podobnimi kot pri nas na Kozjanskem, kot ste omenili, recimo izguba davčnega urada, izguba pošt v krajih, ni več pošt, ljudje se vozijo, ne vem, pošto dobijo, ne vem, kako dolgo čakajo. Potem gre trgovina, pa že gostin več ni, zdaj bi še potem šole ukinjali, te malih krajih, res verjamem, da je problem, ampak šole, pošte, davčni uradi, takšne stvari nekako ohranijo mesto, kraj živ. Predvsem šole in pa vse te zadeve, tako da jaz pravim, da podobne težave imamo na Kozjanskem in s Francom se tukaj mogoče pa še z drugimi poslanci dopolnjujemo in nenehno opozarjamo, da je potrebno te kraje upoštevati oziroma ljudje, ki tu živijo, da ne postanejo nekako ne drugorazredni, celo tretjerazredni, da se pozabi na njih. In žal opažamo danes, da mladi odhajajo iz teh krajev, da se selijo v mesta, ker je pač vse takoj na dosegu roke. In kar ni dobro, ampak jaz upam, da se bo ta situacija popravila definitivno pa z novo vlado, z našo vlado, tako da bomo v bistvu naredili vse za te kraje in pa seveda tudi jaz moram več tudi za kozjanski del. Zdaj Francu še mogoče tole, da se vrne na to, ker me je pač presenetil danes kot vedno, on pravi sicer tebe vržel v morje z morskimi psi, pa boš splavala, pa se znajda, ne? Ampak vseeno mene vedno bolj nerodno to povedko v parlamentu. Franciji je zelo dober prijatelj, jaz ko sem začela s preiskovalno komisijo, je Franci v bistvu nastopil v mojem imenu v nekem trenutku. Namreč, ko smo najavili, oziroma ko je bila seja državnega zbora na temo korupcije v zdravstvu, smo dobili vsi poslanci pismo odvetnika Mladine, da vkolikor bomo karkoli govorili o Mladini in tako naprej, nas bo tožil predvsem mene, ker sem imela prej že novinarsko konferenco na to temo in našega predsednika. In jaz, ko sem bila nova poslanka, jaz sem, ne vem, celo noč nisem spala, kakaj tožbe bo letele in ne vem kaj, vsaj grožnje so bile v pismu. In se enostavno nisem upala na tisti svet tega nekako izpostaviti. Potem Franci poleti noter v državnem zboru v dvorane in reče, ki imaš tisto pismo, daj sem tisto pismo, ne? In sem nekaj, kaj bo z mi pravi, lej, veš kaj, jaz 10 000 evrov še imam podvetnike, tudi bom pa jaz to povedal. Mi je dal tudi že druge lani spet naprej, da sem tudi to preiskovalno komisijo in vedno, kadarkoli bo kaj treba, je Francija ven zvleklo, tudi tisto, pa res časih nisem upala povedati, ali pa sem bila mogoče malo lesena, v tem besedah je Franci na seji državnega zbora, da sem povedal in hvala za vse pohvale Franciji in hvala za lepe trenutke v uspešne in smešne trenutke, ker smo bili kot delegacija predstavniki Slovenije oziroma Slovenske demokratske stranke na Tajvanu in predsedniku Tajvana, ki so bili, mi smo uspešno, in Francija je takrat držal celo družbo, čeprav preden smo šli, sem spet izrekla, pa ne z Breznikom. Ker se še nismo drug poznali, potem je bilo zelo dober in Francija celo temu zunanjemu ministru Tajvana slika nekaj od Francija padla na tla pred njim in rekel, to je pa za vašo ženo. Jaz upam, da tudi moje kakšne besede ali kakšne dejanja ti dajo veselje oziroma da lažje delamo naprej. Vam vsem pa res polagam na srce, pa tudi vsem občanom in krajanom, kjer volite Francija, dajte ga še enkrat izvolite, verjamem, da ima vso podporo, ampak Francija je poslanec na mestu in se bo zavzemal za vse vaše občine in za vso stvar, ki je potrebna za slovenski ljud. Hvala.
Gospa Jelka Godec, najlepša hvala za te vaše prisrčne besede in spodbudne besede. Sedaj pa na oder ponovno vabim gospod Aliko Godar oziroma mikrofono. Tokrat nam bo podala svoje razmišljanje in vizijo, ki jih pripisuje Sloveniji. Lepo je spremljati ljudi, ki jim ni vseeno, v kakšnem svetu bodo živeli naši otroci in ki se dobro zavedajo, da si mladi ne morejo ustvariti varne prihodnosti. Več o svojih zaznavah današnje družbe in ukrepih za svetlo prihodnost nam bo gospa Alika Godar zaupala v naslednjih trenutkih. Prosim. Lepo zdrav sem skupaj, torej mene ste bolj navajeni, da kaj zapojem, tokrat je tudi mene. Franci preseneti, tudi jaz nisem vedela, da bom jaz morala danes govoriti. On je rekel, prida sem, zapela boš dve pesmi, pa boš podprla, torej zdaj sem tudi jaz tukaj za govorniškim modrom. Hvala lepa tudi za to priložnost, da se jaz prida bom povedala, kar je povedala gospa napovedovalka, ne tudi jaz povem moje videnje vašega kandidata, vašega sokrajana. Mi da se bolj poznava kot glasbenika v prvi vrsti in tudi on vedno začenja, sicer ne pri Rimljanih ali pa pri Mariji Tereziji, ampak pri Salzburgu, pa pri Mozarteju, pa Akademiji Mozartu, kaj mi vse znamo, kaj smo mogli vse znati in vedno na koncu pristanava pri Elvisu Presliju. Tako da, tudi pri meni je to. In ko so se midva, ko smo se pogovarjali, res je, da jaz izhajam bolj iz tistih nemških koncov, iz Salzburga, Basla in meni je bilo dostikrat strah na kulturnem področju povedati moje videnja stvari, situacije in skraci mene vedno spodbujajo, povej, ker imaš prav, naj tudi v Sloveniji začne naša kulturna srednja gledati drugače, evropsko, kot vi gledate tam gor, vzgojena sem tako, vedno me spodbujajo, ne, in on pravi, da je nekako njegova ena izmed življenjskih uspehov to, da sem jaz danes kandidatka stranke SDS na letošnjih parlamentarnih volitvah in res je, malo sikljiv, malo. Sicer je tako, da prosili so med drugi, Franci je pa tisti, lej, kamorkoli te postavljamo, ti tam deluješ, pa nekaj narediš iz sebe, boš pa še tukaj. Tako da mi ni preostalo drugega, kot da ga obogam, hvala tudi tebi res za napotke, za dobro namerne nasvete, ni mi lahko. Res mi lahko. Jaz sem eden izmed teh tako imenovanih novih obrazov. Niso se do zdaj izkazali dobro. Jaz upam, da bo v mojem primeru malce drugače, ker ne grem sem na te volitve zato, ker bi enostavno samo rada bila pač v politiki. Jaz sem vesela, da imam za sabo tako res fajn stranko. Ljudi, ki imajo resen program za sabo, ki imajo izkušnje, ki imajo resno vizijo za naprej, se pravi, novi obrazi s tradicijo, to bi pa mogoče že znala biti dobra kombinacija. Tako da še enkrat hvala za podporo vsem. Jaz, kaj ne rečem? Ja, nekod sem rekla, zakaj gremo v kandidaturo, zato ker mi ni vseeno, v kakšen svet pozrasel moj sin. Ni ravno fajn trenutno v Sloveniji. In če bom lahko kakorkoli doprinesla svojim znanjem, svojo evropsko naravnostjo, vendar je res vzgajena sem bila v Avstriji in če bom lahko kakorkoli svojo prodornostjo, ker sem tasna, priznam, da sem se znam postaviti, če bom lahko karkoli naredila, bom vesela, ker sama sebi bi zamerila in samo sebi bi razočarala, če ne bi vsaj poskusila narediti nekaj dobrega za Slovenijo, sploh zdaj, ko imam možnost in priložnost. In res hvala še enkrat za zaupanje stranki in tako
kakor vi podpirate Francije, jaz upam, da bojo nekoč tudi mene podprli, zdaj pa še tudi mene, tako kot so rekli prej, da so ga malo čudno gledali, kak ješ pa ti v politiko. Jaz upam, da se ne bom izneverila Slovencem, tako kot se Franciji, tako kot se stranka ni. In zdaj vsi vidijo, da smo imeli, da so moji predhodniki, upam, da naredili nekaj velikega za Slovenijo, razkrili so velike stvari in jaz verjamem, da lahko skupnimi močmi naredimo še več. Zdaj pa dovolj mojega govora. Meni srce zelo utripa, moram se navajati še na govorne nastope. Tako da hvala lepa še enkrat za pozornost, pa hvala Francija, res, da si mi dal priložnost. Hvala lepa. Tudi Alenki Godar za prečudovite njene besede. Naslednja glasbena točka bo prav posebne narave, saj bosta skupnimi močmi izvedla Franci Breznik in Alenka Godar. Prisluhnimo. Ja, torej, samo da povem, gre za presenečenje, tudi za Alenko, rekel sem, da ne bo pripravljena na vse, nikoli nismo skupela, razne Elvisa nekajkrat na vse ostalo, ne. Pesmi, ki bomo zapela, nikoli nismo skupaj zapela še. Niti ne veš, kje je prišlo, same se ti. Da je tako, mislim, da. Ja. S tem nastopom želimo opozoriti, ali pa želimo opozoriti vsem, da gre za eno, da smo njena družina, lahko rečemo, ki smo ne samo, da delamo politiko, ampak smo tudi kolegi, si pomagamo, se spodbujamo, ne. Zdaj bomo videli, kako bo to zdajalo nekaj. Če bojo volitve, tako bom jaz zdaj zapela, tako bo, zdaj če ne bodo zapela, nekaj je konec. Dobro, jaz bom enega z mojih komadov, torej zaigral komad, lahko rečemo tudi enega mojih pokojnih prijateljev, Danila Kocijančiča, ki je imel status, kot vsi pravijo, slovenski glasbeniki, Paula McCartneya. To je človek, ki je v bistvu napisal večinoma vseh zmagovalk Melodij morja in sonca, ki je v slovensko pop sceno in zabavno glasbo vnesel, lahko rečem, najboljših avtorjev. Zato bom zaigrala njen del komad Tina ne verjame. Če Tina ne verjame, mi verjamemo.
Torej, hvala lepa Francijo in Alenki. Torej, sta dokazala, da bosta lahko tudi v parlamentu kdaj pa kaj zapela. Še enkrat aplauz, prosim. Sedaj pa, dragi prijatelji, podporniki Slovenske demokratske stranke in tudi podporniki Francija Breznika, da morda tudi vi kaj spregovorite, zastavite kakršnokoli vprašanje ali morda tudi kakšno pobudo oziroma da nekako ponese ta naš glas iz Slovenskih goric tudi v Ljubljano. Prosim. Ravno imamo besedo za vas. Izvolite, vsedite se. Torej, moram priznati, da veste, da sem tudi malo nagajil. Tudi to me krasi, pozitivno nagajil. Kolegice vedo, da imam kar, da trosim tudi kakšne humoreske, nastavimo tudi kakšno takšno zadevo in to pasujemo ljudi. Glejte, danes sem predstavil nekaj ljudi, ne morem vseh. Za konec sem pa želel, za konec nekaj predstavitev sem pa želel tudi povedati nekaj intimnih ali nekaj osebnih zgodb, ko bi mi bilo najlažje. Veste, po življenju človeku ni najlažje, ko dvomi v sebe, preden stopiš na to pot politike, ko tudi na politični pot včasih ni najlažje, potem ti ostane neka čista peščica ljudi, na kateri si se lahko vedno obrnil. Glejte, nisem predstavil danes na začetku svoje mame, svojega brata, ženo, svojega bratranca Petra, nisem predstavil direktora zdravstvenega doma, dr. Jožefa Kramberga. Tam je moj predsednik, gospod Jelenko, ki sem vzel kar nekaj las. In na koncu sem še pa enemu človeku vzel še več las dame kot tebi, to je magister Janez Kramberger, človek, ki pa mi je stavil od sebe začetnika. Več čas ne morem biti več. Za nalašite pusto, oprosti, eno sem tvoje reakcije, kisle. Predstavil sem zelo podžupana pred tabo, opazovali smo te, kamere so te snemale. Lahko, če si lepo sem zdržal to, da te bi si predstavil na početke. Magister Janez Kramberger je bil 4-krat izvoljen za poslanca, bil je 3-krat izvoljen za župana. Jaz trdno verjamem, da bo tudi to jesen te ljudje prepoznali. Lenart je v velikem investicijskem ciklusu, skupaj z ekipo, ki si jo postavila, si lahko rečemo, dokazuje, da zmore vsako leto več in vsako leto manj. In želim si, da skupaj s kolegi, ki si predstavil pred tabo, ko sem danes na začetku rekel, da smo ena družina, da smo res kolegi, da zbližujemo predvsem tiste naše, jaz bi rekel, skupne točke, ki jih je veliko, imamo nekaj včasih tudi drugačnih pogledov, ampak jaz mislim, da imamo veliko skupnih točk in veliko načrtov za naše Slovenske gorice. Nisem samo jaz, tukaj je 6 borcev velikih, torej lahko rečemo vsa politična smetana zbrana Slovenskih goric in na to lahko rečem, da se mi je to zgodilo danes, na to sem najbolj ponosen. Zato, ker vem, da je to ekipa, ki bo z teh najbolj zaostalih krajev, lahko rečemo v prihodnosti, naslednjih letih lahko nekaj pokazala. Zato pa bi prosil, preden bomo morda predstavljali nekaj točk, jaz bi predstavljal mogoče nekaj prioritetnih točk v tem mandatu, da se pogumite, vzamete mikrofon, ki vam dal zdaj med vas, mislim, da ga bo ena deklica prinesla, in da tudi vi poveste, kaj si želite, kaj bi si želeli, kako me vidite v tej vlogi, sprejmem tudi seveda kritike, vsaka kritika je na mesto, zato bom preden bomo karkoli začeli dal tudi mikrofon med vas. Zato prosim, če nekdo vzame mikrofon, pa ga prinesete do ljudi, ki se bo javili k besedam.
šolskem vprašal, poglejte, družba kot taka morda ne gre na bolj pravo smer. Tukaj je nekaj mojih kolegic, kolegov, sodelavcev, ki veliko govorimo o eni zadevi. Delo v družbi naj postane vrednota. Veliko se trudimo in zato vas vljudno prosim, vse skupaj, kam sedite in verjamem, da boste izvoljeni, da nekako na sistemski ravni poskušate peljati zgodbo v to smer, da bomo tudi mi na pedagoškem polju morda imeli vse malo lažje delo. Ni enostavno, veste, odkrito povedano, pošteno povedano, danes si vsakdo misli, da vse sme, vse gre v to smer nekako in morda tudi mladim in starejši dajemo napačen zgled, da je vse enostavno, pa mi vemo, da življenje ni. Naj delo postane vrednota. Tu naj bo ena smernica, če smem nekako izraziti ta pomislek oziroma to smernico za področje za naslednje 4 leta. Enako je zdaj tudi na evropskem polju. Vredno bo gospa Tomčeva prekimala. Hvala lepa. Sicer je pa Franci predal mikrofon meni, očitno zato, ker se s tem področjem bolj ukvarjam tudi na evropski ravni, tudi prej sem se na naši nacionalni ravni. Jaz se popolnoma strinjam z vami, delo pri nas ni vrednote, pravice so nam pa zrasle čez glavo. In otroci danes bolj poznajo svoje pravice kot svoje dolžnosti, starejši pa ravno tako poznajo tudi v politiki, kar lahko zdaj spremljamo, predvsem svoje pravice, ščitijo svoje privilegije, ne zavedajo se pa, da to pomeni tudi odgovornost. In seveda te odgovornosti, ki jo v naši družbi ne znamo prevzemati, od mladih nog naprej, pa potem čez dalje globje nekako zaidemo v to je pri nas velik problem. Ti ukrepi, ki so bili zdaj nekako dani kot predvolilni bombonček, najbrž so si spomnite povišanja denarne socialne pomoči, so podrli še tista zadnja razmerja v družbi med plačo, med socialnimi pravicami, med pokojninami in pravzaprav postavlja točno to, kar vi opozarjate v prvi plan. Delo danes se pravzaprav ne splača več. Narejeni so bili izračuni, ki pravijo, da v družini z 2 staršema, ki bi prejemala minimalno plačo, pa bi zato vseeno trdo delala, imela 2 otroka, pravzaprav se sploh ne splača več hoditi v službo, ker s socialnimi transferi dobite pravzaprav ravno toliko. Pa še voziti se vam ni treba na delo. Tako da v naši stranki imamo glede tega zelo dobro izdelan program na področju zaščite pravic zaposlenih, kar tudi seveda mora biti, vendar zagovarjamo pa osnovno pravilo, da morajo obstajati razlike, delo se mora plačati, delo mora biti plačano pošteno, seveda pa mora država poskrbeti tudi za tiste, ki sami ne zmorejo. Tisti, ki so bolni, tisti, ki so obnemogli, za tiste bomo poskrbeli mi vsi skupaj. Za tiste, ki pa zmorejo poskrbeti sami, za tiste pa bomo našli delo. In seveda ne želimo podpirati tisti, ki poznajo sistem in ki ga s pridom izkoriščajo, kajti ta denar, ki gre v napačne roke, je treba preusmeriti drugam tistim, ki ga zares potrebujejo. In za tem trdno stojimo. Tisto, kar bi morda dodal kolegici Romani, gospoda ravnatelja, mislim, da Slovenci imamo kvalitetno osnovno šolstvo, tudi naš šolski sistem morda nekoliko više potrebuje nekatere, morda nekaj malega konkurence v panogah, kjer določene fakultete v više šole danes ne izpolnjujejo. Tisto, kar jaz govorim v
okviru vseh, kako rečemo, segmentov 4. industrijske revolucije v tem prostornem času so nove tehnologije, kjer bomo potrebovali kader. In danes gospodarstvo, slovensko gospodarstvo, pa tudi slovenski obrtnik, ali malo gospodarstvo, potrebuje v tem trenutku najmanj 30 000 delavcev. Jaz sem bil pred 2 dnevoma na večerji z nekdanjim našim štabom strateškega sveta v prvi najvišji vladi, tako rečem tudi mojim podpornikom, mojim dobrim kolegom, človekom, ki ga vedno z veseljem poslušam z odprtimi očmi, ušesi. Nekateri ste ga tako spoznali, to je bil dr. Anton Jurgenc, ki je dosegel, lahko rečemo, v nemški multinacionalki BMW, lahko rečemo, največjo pozicijo kot Slovenec, ki je ponosen Slovenec. Ne samo, da je bil doktor kemijskih znanosti, bil je tudi šef vseh laboratorijev v BMW-u, bil je pridodanek član tudi uprave BMW-a. On me je navdušal in me tudi nas povabil, da vsi tisti tudi, ki ste bili z mano, ko sem organiziral skupaj z obrtno zbornico z Gospodom Molšičem, smo organizirali takraten izlet, zato da smo pokazali slovenskim obrtnikom, gospodarstvenikom, podjetnikom, kako sploh izgleda robotizacija, kaj pomeni industrija 4.0 na področju mikrolokacije, mikrotovarne in kam se bo svet razvijal. Kaj pomeni to tudi za podizvajalce, ki delajo v Sloveniji? Evo, gospod Pulšič, da vam povem, dr. Jurjec nas jeseni vabi ponovno v BMW, predvsem obrtnike vzgojno-izobraževalnega sistema, tudi gospod ravnatelj se je takrat izredno angažiral, bil tudi z nami. Vabi nas, da si pogledamo njihov interni vzgojno-izobraževalni sistem na področju vajeništva, ki vsebuje 38 poklicev. Predvsem v smeri mehatronike, bionike, nanotehnologij, klasičnih, seveda tistih vseh poklicov, ki jih poznamo, in prihaja potem neke nove smeri, nove poklicne skupine, ljudi in poklici skupaj s 4. revolucijo, pa tudi nekateri poklici pogašajo. Kje je bo največji problem? V 4. industrijski revoluciji bodo mesta, ki se ponavljajo. Mesta, predvsem v javni državni upravi, kjer bo umetna inteligenca prevzela marsikatero birokratsko delovno mesto, kjer bo umetna inteligenca vam po mailu v nekaj sekundah ali pa v minutah postala neko odločbo, kjer bo umetna inteligenca ugotovila, katere pogoje spodbujate, ta odločba bo nekaj še času izdana. To se bo zgodilo v roku 10 let, po recimo Estonija ima nekatere takšne rešitve in v Sloveniji vidim digitalizacijo, predvsem v smeri tistih zadev, ki se ponavljajo. Moja smer, ki mora iti Slovenija, je, da se ljudje po osnovni šoli začnejo tudi izobraževanje v tako zvanem dualnem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Trenutno v Sloveniji imamo, lahko rečemo, samo pilotni projekt, to ni vzgojno-izobraževalni sistem, dualni šolski sistem, imamo samo za 4 poklice in nažalost, tudi to vlada z ministrici sem celo svetoval, klical nekaj na sestanke, nažalost so šli samo po pilotni projekt, ki pa ni to, kar bi moralo biti, gre samo za 4 poklice, trenutno gre za kamposeka, gre za mizarja, natakarja in kuharja. Vso spoštovanje v teh poklicov mislim, da tudi potrebujemo, ampak imamo pa celo vrsto poklicov, ki bi lahko navdušili tudi mlade, zato da bi šli vajeništvo. Vajeništvo ne pomeni, da vi ostanete na neki ravni tudi končate srednješolske izobrazbe, ampak največja zgodba vajeništva, recimo BMW je to, da je predsednik uprave nekoč v tem podjetju bil vajenec, končal mojstrski izpit, končal tehnično fakulteto v Münchnu, doktoriral kot vodja oddelka iz področja razvoja enega motorja, končal kratki študij MBA v Ameriki in danes je predsednik upravil MBA. To pomeni pot nekega vrhunskega menedžera in veste, takemu menedžerju, takemu gospodarstveniku nikoli noben inženir vodja oddelka ne more reči, da se nekaj ne da. Ti ljudje vedo, kaj se da narediti, so svojim delom pokazali. In v Sloveniji mora del mlade populacije iti v dualni šolski sistem. Dualni šolski sistem, zakaj o tem toliko govorim, ker lahko rešim tudi, lahko rečemo, ta socialni del, ki je problematičen. Problematičen z tega smisla, da lahko mi zmanjšamo prispevke na plače drugače te, lahko rečemo, aktivne populacije, ki če imeli vajeništvo od mladih, ki 16-17 se učili, pričevali prispevke po delovnem procesu in ves čas delovnega procesa bodo nekako tudi, lahko rečemo, imeli tudi pogled na svoj bodoči poklic. Glede, če človek pri 18 ni navdušen v tem poklicu, lahko poklic menja. Če človek menja pri 18 letih poklic, jaz mislim, da to ni nobena katastrofa, ljudje se učimo, se spoznavamo.
Če pa človek pri 30 letih konča neko fakulteto, ki ga ni naključila, ki ga nikoli ni zanimala, ki je morda to končal na račun svojih staršev, ki si pač želeli, da on nekaj konča, tudi neko izobrazbo, kjer ni možna zaposlitev, kjer v bistvu gospodarstvo, ne v Sloveniji, niti v Evropi, ni teh kadrov ne potrebuje, ker takšen človek kljub temu, da je vložil veliko energije, nesrečen je, ki živi navadno pri starši, nesrečen je, ker nima svoje eksistence, nesrečen je, ker tega znanja, za katerega se vseeno trudil, ni mogel nikoli dokazati svoj sebi, svoje družini, svojim najbližjim in nesrečen je, ker tega poklica največ let ne upravlja z veseljem. Ljudje smo različni, ravno ta različnost nas dela fantastične ljudi, drugačne, smiselne, ta drugačnost nas mora, jaz trajim temo vedno, povezati neko celoto in ta celota potem lahko daje nekaj rezultat. Slovenci, ko smo ustanovili to državo, ko sem jaz v 28 leti stal takrat za puško, tam v Kočevski reki, branil svoje meje, nikoli nisem takrat razumel vsega. Danes je vredno, da so puške v kasarnah, v Majo, zaklenjene. Danes mora Slovenija biti družba, ki mora temeljiti na znanju, prave svoje državne sisteme, prave učitelje, prave ljudi, ki izobražujejo našo populacijo, moramo dati še več, seveda na poklicih, potem pa tistih stopnjah po osnovni šoli. In gledajte, Slovenijo, če želimo ohraniti zeleno, če želimo ohraniti Slovenijo kot različno skupek nekih pokrajin, ki so zgodovinsko nekako nastajale, potem je naša edina pot high-tech slovenski izdelki z visoko dodano vrednostjo, z visokim znanjem, z vrhunskimi izdelki. In jaz, kot ekonomist, kot inžener, si pa želim predvsem tisto zadnjo točko, da bodo Slovenci, da bodo ljudje v Evropi in v svetu prepoznali Slovenijo, predvsem pa ta brand, blagovno znamko Made in Slovenija, da bo Made in Slovenija sinonim za najbolj ekološko, ali pa najbolj, jaz bi rekel tega, zeleno državo v Evropi, biser v Evropi, po drugi strani, da bo ta država imela najboljše izdelke z visoko dodano vrednostjo, tudi lahko rečemo z veliko kreativnostjo Slovencev. In tukaj jaz vidim edino pot Slovenije, da Slovenci preživimo in da vtisnemo v svoje storitve, v svoje izdelke, z svojim znanjem, lahko rečemo tudi našo slovensko identiteto. Najlepša hvala. Jaz mislim, na koncu sem me družil, veste, umetniki so vedno problemni. Zdaj, odkar je Alenka Bota, tako rečem, ona je bila vedno profesionalka, evo, ta je točna danes. Imamo pa tudi umetnike, veste, ki so res umetniki, ki potem vedno malo zabudijo in ta del umetniški je ostal. Naslednji kolega, ki bi rad, da se predstavi, je moj dolgoletni prijatelj, ki me tudi pozna več kot 4 stoletja. Izredno ga cenim, lahko rečemo, človek, ki je, ko sem prej govoril, Andrej, malo se zamudil, ko sem prej govoril o mojih nekih mednarodnih izkušnjah, mojih kolegic, predvsem tudi Alenke, pa še marsiga koga, ki ga imamo tu danes med sabo, bi takrat predstavil kot človeka, nažalost, sobiva v neki usodi, kjer Slovenci take ljudi največkrat prepoznavamo na koncu. To je človek, ki je postavil svoje ekipe, lahko rečemo, v vseh najbolj eminentnih slovenskih prestolnicah. Človek, ki v umetnosti dela to, kar bi si jaz nekaj želel v politiki, pa tudi moje kolegice, ki si danes predstavil. Človek, ki povezuje mostove na umetniški ravni, lahko rečemo na univerzitetni ravni in ki vidi, lahko rečemo, ki živi svoje življenje daleč pred časom. To je naš akademsko priznanje, tudi arhitekt, diplomirani arhitekt, Andrej Gabrovec, Gaberi. Andrej, počenski institut, da se ništa. Hvala lepa, Franci, za to predstavitev. Mogoče bi povedal, kaj me, Franci, pri tebi navdušuje.
vedno, kadar smo se mi pa pogovarjala, jaz bom govoril z tega področja, kjer sem doma, to je področje umetnosti, si ti izhajal iz misli Blaženega Slomška, pa 100 let za njim z mislimi Cankarja. Oba dva sta prišla do istega zaključka. Kako priti do resnice? To sta samo 3 osnovni pojmi. Mati, domovina in Bog. Brez tega in če bi si sposobil eno misel iz posmača, iz novele ene najlepših novel slovenskih, pa tudi enega najlepših slovenskih filmov po tej noveli Tistega lepega dne, kjer župnik začne z enim takšnim govorom. Kadar so hudi časi, se ljudje zgubimo in več ne vemo, kaj je prav in kaj narobe. In je rekel, saj ne trdim, da so zdaj slabi časi, to se pravi, to govorimo o letu tam 30, ko je bila Primorska okupirana strani Italijanov. Ampak je rekel, ubogljivost je lepa čednost. Ampak, če nam nekdo reče, zatajte svojo mater in vi to ubogate, ali še je ubogljivost lepa čednost. In seveda, ker on to nismo zdaj povedati, kaj je prav, je rekel, na to vprašanje si pa odgovorite sami. Hvala lepa, Franci, vedno si tudi za temo. Zdaj pa prihajamo tudi v zrak. Dobar dan. Kot je Franci napovedal, bomo se točno v tej točki pogovarjali. Bomo pa jaz povedal, kako sem Francija prej zdaj spoznal. V bistvu moj hobi je letalstvo, sicer sem informatik. Sem tudi predsednik Letalske zveze za ultramaka letala. Pa vedno bijemo bitko s to slovensko birokracijo. Slovenska agencija za civilno letalstvo v bistvu želi, da je bilo čim manj letal Slovenije, da je imeli čim manj dela. Vse pa grdo delo zraven, kako moji sotrpini dejansko avione registrirajo v tujine. Tako je Francija rekel, nikoli se je spuško tam v Kočevski reki boril za slovensko državo in na koncu bomo mi pristali, da bomo na teh reki, na teh letalah imeli dejansko hrvaško zastavo, češko, italijansko, nemško, samo slovenski ne. Pa sem pač Francija po naključju spoznal, vem, da nekoč tudi to bil hobi, pa sem dejansko pojavljal, s čem imamo težave in gospod nas je neverjetno presenetil ob prvi priložnosti v parlamentu se lotil tega našega ljubega ministra za infrastrukturo, gospoda Gašperšiča, in mi jasno povedal, kaj imajo danes prišlo povedati. Tako da, Franci, hvala. Matični župan ne bi nič povedal, ker naš poslanec Franci živi, lepo pozdravljam tudi evropska poslanka, gospa Romana Tomski, je že bila tudi pri nas, pa Godec, zdaj smo tudi drugi luči spoznali, niste tako ostri, gospa Godec, oziroma gospa Goter, pa tako ali tako v glasbenih sferah, upam, da boste tudi v politiki tako prodorna. Lepo zdrav vsem, ki ste se danes zbrali v podporo našemu poslancu Francijo. Mi dva se vsaj enkrat mesečno dobiva v njegove poslanske pisarne pri nas, v naše občine, ali pa še tudi kaj bolj pogosto, če so kakšne dogodke v naši občini. Dosti krat moja reči, da mi je kolega Franci tudi pomagal kakšne vrata odpreti tam v Ljubljani. In res bi se te rad zahvalil, ker nekako Franci ni želel, da bo to javno izpostavljali, ampak mi dva so to vedeli. Pa tudi jim direktno ljudje so to vedeli. In hvala ti, res nam ogromno pomagal v tem času, v mojih 2 mandatih in tudi svojih. Tako da verjamem, da bomo še kaj skupaj naredila za dobrobit Slovenskih Goric, kajti
res si poslanec, ki si mogoče največkrat izgovoril Slovenske Gorice v slovenskem parlamentu, kar je Franci Trnovski človek, kot ste kolegice povedali, in na koncu vseeno tisti dosežek. Mi ga pa tukaj podpiramo, vse brez podpore tudi ne gre. Sam sem tudi pedagog, 30 let sem bil v pedagoških vrstah, tako da je prav nekako, da tudi rekli v tej sferi nekaj naredimo. No, ampak vseeno pa moram reči, da gospod Franci si je pa tudi rekli človek s humanim čutom. On je dostikrat pri nas, v naši občini, ne samo, da je pomagal pri raznih donacijah, tudi štipendiral je otroke, pa še jih, pa tega tudi nikoli na glas govoril. Pa jaz mislim, da se za to zaslužim velike glas. Hvala ti za tvoj humani čut in za vso to delo, ki se je opravil za našo občino, za naše Slovenske Gorice, za našo Slovenijo in verjamem, da boš tudi na volitvah uspešen, tako kot pač ta tvoja politična opcija, čeprav tudi sam sem bil del teh in verjamem, da nekako skupaj lahko marsikaj še naredimo tukaj, pa nikoli nisi pa ravno preveč poudarjal v teh naših okoljih te svoje politične opredelitve, vedno se vzal, rekli, na prvo mesto človeka. Tako da jaz mislim, to je tudi prav in to tudi nekako zdaj stranka, jaz mislim, SDS verjetno prav na to karto, jaz mislim, da je prav, da igrate in mi bomo našega Francija podprli in verjamem, da boš seveda nas tudi uspešno naprej zastopil, tako kot si rekli, danes prisotni tukaj in želimo uspešne rezultate na volitvah, mi pa pričakujemo tudi naprej. Še podporo. Hvala lepa. Ja, Marjan, hvala tudi za vse, tudi za tvoje potrpljenje v času pobede. Tu začnemo pri Mariji Terezi, sem ja bolj preskočil, bolj na bistvo. Rad bi se tudi zahvalil, torej sam sem nekoč nekaj časa letel na helikopterju. Ponosno sem tudi, da imamo vsaka vrsta občin, naših 6 županov ima nekaj svojo specifiko. Ima nekaj, kar ostala nima, ima pa potem pa imajo ostale nekaj, kar imajo. Imamo, lahko rečemo, izredne nastavke za eno, lahko rečemo, res čudovito pokrajino tukaj. Ta del v Slovenskih Goric lahko naredimo čudeže, če bomo v naslednjih letih vsi delali za te cilje, si pomagali in da bo vsaka občina ravno na področju teh svoje specifike gradila. Jaz bom poskušal povedati tudi, kako delujem marsikdaj. Gospod je omenil moje prizadevanje za ultralahka letala. Mojem povedati tudi ta novica, ultralahka letala zaradi birokratov so skoraj bila na tleh. Problem je bilo, da so se ultralahka letala recimo razvijala. Slovenci, kot veste, smo eni izmed pionirjev ultralahkega letalstva in problem je bil ta vzletna skupna masa, ki je bila omejena na ultralahkih letalih na 375 kg. In ta problem je, da je ta ultralahka letala so šla zadnja leta v razvoj, močnejše motorje, več opreme, več tudi varnostne opreme. In danes, če hočete ti vi v ultralahko letala da 2 človeka in gorivo, presežeš to težo 375 kg. Kljub temu, da so rezerve tudi lahko rečem v konstrukciji celega aviona daleč nekajkratnih te teže. Vesel sem, da je agencija sedaj dvignila celo težo in bo približno 600 kg, kar bo omogočilo razvoj tudi ultralahkega letalstva, na katerem želim, da smo Slovenci pionirji, da smo zraven, da smo najboljši, da bomo tudi potem znani. Hvala tudi gospodom, s katerim smo sodelovali. Rad bi pa povedal še nekaj drugega. Imeno je dr. Peter Gašperšič. To je bil en izmed ministrov tudi te vlade, ki je moja politična konkurenca, ki se je izkazala. Javno ga bom pohvalil, tudi lahko rečemo kolega Počevalška, s katerim smo sodelovali, mimo javnosti, mimo vsega. Peter Gašperšič je bil en izmed ministrov, ki je šel potem s
skritiziral, ker spada to pač njegov ministrstvo, veste, minister pač je za vse odgovoren, vedno je. Minister pač tista, lahko rečem za nas poslance, lahko rečemo neka persona, pač kateremu ti pač poveš svoje probleme preko pobud, poslanskih pisnih in ustnih vprašanj in lahko rečemo, je te fante na agenciji za letalski promet nekako umiril, postavili so manj birokratski, bolj so nekako gledali sosedne države, kako pač tam delujejo in so, lahko rečemo, postavili bolj tolerantni in zaradi tega sem vesel, da kar nekaj ultralahkih letal, ko jih vidim v zraku, vem, da jih je tudi za najno skupno pomočjo in tudi s pomočjo ministra Petra Gašperšiča. Bi pa rad tudi Petra Gašperšiča pohvalil, da smo tudi v tem mandatu, ko smo bili v opoziciji, da tudi prisluhno, kar se tiče, lahko rečemo, nam tukaj v Slovenskih Goricah, mislim, da se bodo župani strinjali. Odprli smo nekaj projektov, res, da smo mi za našo vlado takrat v bistvu reševali Slovenijo pred bankrotom, da smo delali neljube ukrepe, tudi mogoče smo se komu takrat zamedli, ampak veste, politik je pragmatičen, mora delati vedno v smer, da bo ta država preživela in ta narod ne moreš videti ne samo drevo, ampak celo. Po vsej verjetnosti je velik uspeh tega mandata tudi to, da smo skupaj dosegli dogovor. Prvič, to, kar vidite, kar se sedaj dogaja, ker morda ne ljubo, da se gleda v bistvu notrenosti, lahko rečemo, razvija, da dobi novo infrastrukturo, torej v cestah, v kolesarskih poteh, vsaj tem v srednjem delu, je velika zasluga Petra Gašperšiča. Potem, da smo da dali neki nastavek za slovensko ali pa za lenaško severno voznico in prav tako zasluga. In jaz upam, da to mogoče gospod Banič več ve, jaz upam, da bomo mi v letu 2019 že začeli neki nastavek, torej zadnjo četrtino tega ali pa zadnjo petino te severne voznice iz industrijske cone na povezavo ceste proti Sveti Ani, da bomo to lahko začeli graditi in da bomo to naredili v najkrajšem času. Jaz se mobilizujem seveda, da koliko zmagam na volitvah, da bo vso prostorsko načrtovanje, ki jo predstavljamo, da bomo v najkrajšem času končano in da bo največji projekt po vsej verjetnosti Slovenskih Goric, torej severna voznica, da bomo začeli v naslednjem mandatu, da bomo dali, da bomo zasadili lopate, morda ne bo končana, recimo 2022 imamo mandat cel, ampak da bo vsaj del voznice že takrat v delo, da boste lahko to opazili. Veste, en človek ni nič, če nimaš ekipe, če nimaš ljudi, ki ti prisluhnejo, če nimaš političnih izkušenj, poleg vseh strokovnih argumentov, potem ne moreš premikati. In če prepoznaš tudi v svoji politični konkurenci ljudi, ki veš, da so pozitivci, ne na to, ali so politično bolj na levici, ali so bolj na sredini, je tudi to zadeva, v kateri je, mislim, kolega Žmal zagovoril, da se bo še sledno marsikdaj iskati najboljše, ker delamo vsi za ljudi. Delamo za razvoj, delamo za ljudi, marsikdaj se ne smemo tudi v neke miselne okope dobesedno postaviti, ali pa videti dalje in širše. Teda, to je en del tudi te zgodbe in mislim, da je prav, da tega človeka tudi pohvalimo in da damo, lahko rečemo, nek smisel. To pa so te strani, najlepša hvala. Torej, če ne, potem ponovno prosim, gospod Alenko Gutar, da nam nekaj zapoja koncu, prosim.
Hvala, Franci. Hvala. Torej, dragi prijatelji, hvala, da ste to popoldne preživeli v naši družbi, tukaj v Lenartu v središču Slovenskih goric. Slovenske gorice so znane po dobrih, preprostih in skromnih ljudeh, po domačnosti, po gostoljubnosti. Zato vas, dragi prijatelji, vabim, da se še malce podružimo, kaj poklepetamo in kakšna seveda tudi zapojemo. Hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali danes pri izvedbi današnje krasne prireditve. Hvala vsakomur in posebej hvala, res iskrena hvala, da ste bili z nami tukaj v Lenartu. Morda še danes videnje, lepo se imejte in seveda vabljeni v našo družbo še naprej. Hvala in srečno.